V Mariboru je že 11. leto nosilec in koordinator prireditev Mladinski kulturni center Maribor, ki tedenski program pripravlja pod imenom Slovenski dnevi knjige v Mariboru in pod sloganom Ko te napiše knjiga. Posebnost slovenskih dnevov knjige je osrednja tema, s katero je povezan velik del izvedenih prireditev v letu 2008, ki je tudi Evropsko leto medkulturnega dialoga. Rdeča nit in osnovna programska smernica festivala je literatura manjšin in etničnih skupin v Sloveniji, za katero ugotavljajo, da jo slovenski literati pogosto spregledajo. Z osrednjo temo so tako povezane številne prireditve, kot so literarni simpoziji, izbor gostujočih avtorjev in knjižne razstave. Reciva, da me knjiga popolnoma ne briga. Kako mi jo z tovrstnim festivalom skušate približati? Skušamo zasnovati takšne prireditve, ki so namenjene različnim ciljnim skupinam, med drugim tudi tistim, ki jih knjiga morda ne briga toliko kot nekatere druge, ki jim je to nekakšna najpomembnejša stvar v življenju. To pomeni, da skušamo nekatere dogodke zasnovati zelo sproščeno, bom rekla populistično, in prav na teh dogodkih pridejo na svoj račun tisti, ki jim je knjiga mogoče bolj zabava in kratek čas in ki se v knjige ne poglabljajo tako zelo. V dobi digitalizacije in digitalnih medijev recimo knjiga izgublja na svoji veljavi. Kako vi pozicionirate knjigo kot medij ali pa kot gradivo v naslednjih 3 letih, 5 letih? S tem se sploh ne strinjam. Menim, da bo knjiga vsekakor preživela digitalne medije, pa tudi morda kakšne druge, ki še pridejo v prihodnosti. Namreč knjiga je neka intimna zadeva in pri knjigi zmeraj gre za neko intimno poglobitev v vsebino, kar morda drugi mediji ne dopuščajo, in prav to je njena kvaliteta in prepričana sem, da bo zaradi te kvalitete preživela skozi čas. Večjo čer pri knjigah vidim v vse večji produkciji nekvalitetnih knjig, kot pa mogoče v konkurenci, ki jo predstavljajo drugi mediji. Vendar pa lahko rečemo, da je prihodnost tiskanih medijev v e-papirju, recimo lahko knjigo pričakujemo v digitalnem papirju čez nekaj časa. Torej, takšne knjige že kar nekaj časa obstajajo, pravzaprav s pojavom elektronskih medijev so se pojavile tudi elektronske knjige. Ne vem, če je še kaj novega, kar lahko bistveno vpliva na branje in bralno kulturo. V petek jutri se zaključuje celoten festival. Kakšen program pripravljate še za danes večer in jutri kot finale in zaključek? Torej, danes večer v Art kavarni hotela Piramida ob 8. uri gostimo osrednjega gosta letošnjih slovenskih dnevov knjige v Mariboru, to je pisatelj Feri Lainšček. Gospa Darka Tancer-Kajnik se bo z njim pogovarjala o njegovem romanu o Nedotakljivi. Roman je pa seveda povezan z osrednjo temo letošnjih slovenskih dnevov knjige v Mariboru, ki je literatura manjšin in etničnih skupin. Roman namreč govori o Romih, ki seveda so pomembna etnična manjšina v Sloveniji. Letošnja 11. izdaja festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru tako ponovno ponuja številne prireditve, povezane s promocijo bralne kulture in literature. Ob koncu pa velja poziv organizatorjev, ki pravi, od časa do časa si le privoščite kakšno dobro knjigo.